Dober večer, spoštovani gledalci, drage gledalke. V tokratnem Posavskem tedniku se bomo spomnili dogodkov, ki so zaznamovali življenje v Posavju v drugi polovici leta 2020. V začetku julija je pred vrtcem Najdihojca pri osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova potekal svečani podpis pogodbe za gradnjo novega vrtca. V Dobovi se je varstvo otrok začelo izvajati pred 50 leti. Pred 40 leti so dobili vrtec, ki pa je danes dotrajan in več ne nudi kakovostnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Namen izgradnje novega vrtca je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na obstoječi lokaciji. Na tej isti lokaciji se poruši obstoječi vrtec in zgradi nov. Obstoječi vrtec je imel okoli 317 kvadratov, nov se pa zgradi 820 kvadratov, kar pomeni seveda, da bo petoddelčni bistveno bolj prostoren. Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1 600 000 evrov. Izbrano je podjetje Štrabak kot najugodnejši izvajalec, nadzor pa bo izvajal Avšič SP. Tako da jaz upam, da se bo gradnja začela že zdaj in da rok za dokončanje pa je konec drugega leta, enako kot v Rtičah, kar pomeni seveda, da bi v tistem najpoznejšem roku bilo možno že v letu januarja v letu 2022 oziroma med zimskim počitnicami otroke vključiti oziroma že obiskovati nov vrtec. Vkolikor pa seveda bi šla dinamika hitreje in pa možnost zagotoviti sredstva, bi pa lahko bil ta vrtec celo zgrajen pred časom, kot je planirano. Ravnateljica osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič pravi, da se vsi zelo veselijo novega vrtca in boljših prostorskih pogojev, ki bodo pomembna pridobitev za celoten kraj. Pod okriljem šole je 7 oddelkov vrtca, katere obiskuje od 90 do 100 otrok. 5 oddelkov je v Dobovskem vrtcu in v šoli, 2 oddelka vrtca pa sta organizirana na podružnični šoli v Kapedah. Zelo smo veseli, da je do tega prišlo. Nekaj časa smo že prosili, da bi ga dobili, saj so se razmere v vrtcu res izredno poslabšale in je tudi ta pridobitev, ki bo zdaj za naš kraj izredno pomembna. Poleg tega je vrtec še izredno pomemben ravno zaradi tega, ker smo kraj, ki je ob meji. Ljudje, ki imajo zagotovljen otroško varstvo, ljudje, ki lahko varno pustijo otroka nekje v vrtcu, imajo neko prednost, če ga lahko pustijo na varnem mestu, kjer bodo vedeli, da je zanje poskrbljeno. V času gradnje vrtca bo predšolska vzgoja potekala v šoli. V ta namen zdaj pripravljamo tudi dodatne prostore, da bomo lahko premestili nekaj oddelkov šole, ker sicer ne bi mogli nikjer najti takega prostora, ker je to le 5 oddelkov in je treba kar urediti prostore, najti nove. Delno so se selitve že začele. Okrog 15. julija predvidevamo, da se bodo začele res ta prave aktivnosti, da bomo popolnoma spraznili vrtec. Nov vrtec je zasnovan kot nizkoenergetski objekt, istočasno pa se bodo v neposredni bližini gradnje novega vrtca izvajale še energetska sanacija osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča in energetska sanacija športne dvorane Dobova v sklopu projekta javno-zasebnega partnerstva. V Kostanjevici na Krki so imeli doslej urejenih 5 postajališč za avtodome brez urejenega priključka za vodo, elektriko in prostora za rešetko za fekalije. Na prostoru pod glavno cesto pri krožišču pa so lani dokončali postajališče za avtodome, na katerem je urejena vsa potrebna infrastruktura. Pred dobrima 2 mesecema je zaživelo kostanjeviško postajališče za avtodome z vso potrebno infrastrukturo. Beležijo dober obisk, predvsem med vikendi. Do zdaj je urejenih 12 uradnih postajališč za avtodome, sicer je 8 ta večjih, za tudi skoraj avtobuse, 4 manjše, drugače pa še 5 rezervnih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj na tem prostoru, sicer uradno je pa to malo manj. V ponedeljek smo sicer našteli le 5 avtodomov. Sodeč po registrskih oznakah gre za goste iz vseh koncev Slovenije. Skoraj avtobuse, 4 manjše, drugače pa še 5 rezervnih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj na tem prostoru, sicer uradno je pa to malo manj.
Sogovornica doda, da sta z možem Kostanjevico obiskala že tretjič, tokrat v družbi vnukinje, sicer le za 2 dneva. 4 manjše, drugače pa še 5 zelenih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj gor na tem prostoru. Sicer uradno je pa to malo manj, no. Kostanjeviška občina je za investicijo namenila 200 000 evrov. Mi se v občini tudi zavedamo, da te investicije ne bomo nikoli pokrili. Hoteli bi doseči vsaj to, da bi se poravnavali tekoči stroški, kar se tiče čiščenja, vzdrževanja tega objekta. Ampak mi smo se letos zavestno odločili, da ne bomo pobirali nobene parkirnine. Avtodomarji tako plačujejo samo stroške elektrike in vode. To pa vemo, da ne dosega nikakršnih pokrivanja stroškov, nobene ekonomike tukaj ni. Mi se zavedamo, če hočemo turizem razvijati, pa tržiti, ne moramo kar takoj skočiti na neke cene, ko imajo dol Primorci, Gorenjci. Oni imajo to parkirnine visoke, celo povišali svoje letos. Ko imam jaz podatke, mi smo se odločili letos, nič drugo leto bomo pač videli. Verjetno neko simbolično parkirnino bomo zaračunavali, da se ti stroški vsaj pokrijejo vzdrževanja. V Kostanjevici na Krki iz leta v leto beležijo porast turistov. Letos se pa sploh, kaj veste, zaradi te korone tujcev ni, potovati je tudi nerodno, nekam v tujino, če te svarijo, zato je tukaj priliva tudi. Vsi pa vemo, da je, in veste, poznate Kostanjevico, da je to le otok, da je tu veliko možnosti za turizem. Imajo tam podzemno jamo, imajo galerijo, imajo en kup pohodnih poti, imajo kolesarske poti, vinogradniški turizem do nekle. Tako da se ti ljudje imajo kam dati, obala kompletna, to taki postajališče, malo v Sloveniji, sploh pa da bi bili brezplačni, kot je ta. Da dobiš tukaj na enem mestu, to hočem povedati. Tu so avtodomarji, lahko je en teden, to je določeno, 3 dni si lahko na enem mestu, ker potem bi mogel že turistično takso pobirati. A vsak turist ima v Kostanjevici na Krki 3 dni kaj početi oziroma lahko v tem času razišče njeno okolico, še dodaja župan. Močno neurje je na zadnji avgustovski dan zajelo občini Sevnica in Radeče. Škoda je bila ogromna, toča je v le nekaj minutah uničila poljščine ter poškodovala ostrešja, fasade, okna in avtomobile. 10 minut. Pa se je potemnil in je že padali. Ne bom mislila, da so otroci, pa da se igrajo, ki tolkli gor po streh. Pa le pogledam, pa vidim, da je toča taka, ko je. Nisem kaj tazga še videla. Pojasnjuje Silva Fon z Brega, ki je neurje z močnim vetrom odneslo streho na Gospodarskem poslopju. Tukaj vse strehe, na njivu, vinograd, vse je sipalo. Stanje se dan po neurju še ni normaliziralo, gasilci so imeli polne roke dela. Včeraj je bilo na terenu 156 gasilcev iz 14 gasilskih društev, danes pa trenutno na terenu od zdaj naprej 44 gasilcev z 8 gasilskih društev. Imamo še kar nekaj objektov za pokriti, večinoma so to gospodarski objekti, nekaj hiše, kar smo včeraj pa večinoma se pač fokusirali dejansko na stanovanjske objekte, da smo jih zaščitili nekaj s folijo, nekaj pa tudi pokrili z sami strešniki. Precej škode je utrpela tudi šola v Loki pri Zidanem mostu in gasilski dom na Bregu. Sami vidite, tukaj smo streho na gasilskem domu na Bregu in bomo imeli kar nekaj zalogaja tudi, da bomo sami tole probali sanirati. Škode na objektu je za več kot 10 000 evrov. Tode pa so posnetki z Razborja. Močan veter je med drugim odkril streho tamkajšnje cerkve. Streho in okna na oni strani vsa. Tole, kar vidite sedaj, je priletelo iz cerkvene strehe na tale objekt. To je nekje približno 50-60 metrov daljave. In mi je razbilo vse to streho. Pa če pogledate, kak tramovje je to. Kaj se vem, toliko zaenkrat. Bilo je pa pokrito lansko leto tole, vse uničeno. In še ta tram je zlomilo. Našemu sogovorniku neurje ni poškodovalo le strehe, ampak tudi uničilo kozolec. Krajani česa takega ne pomnijo. To še ni bilo na razboru.
Ne pomnite kaj? Ne. Bila je toča pred leti, ne. Sam ni bilo pa tako neurje, to je bil taki rum-pom-pom, no. Toča pa ni poškodovala le objektov, ampak tudi kmetijske površine. Ja, v glavnem je šlo vse. Za leto smo zaključili s tem. Škoda toliko. Sem matra pa po 5 minutah in ne vem. Groza. Kaj takega še jaz ne vem, pa sem že nekaj stara. Finančne ocene škode v Sevnici še nimajo, a je ta zagotovo velika. Popisne komisije ocenjujejo škodo, nekako beležijo, evidentirajo vso škodo, zagotovo bo pa šla preko 1 milijon evrov in več na celotnem tem območju, kajti moramo izpostaviti tudi kmetijske površine, veliko je teh kmetijskih površin, poljščin, zelo majhen delež pa je zaščiten s protitočno mrežo, predvsem sadovnjaki, ostalo pa je povsem uničeno, tako v sadovnjakih, vinogradih, kot tudi na poljih. Močno neurje s točo je zajelo tudi občino Radeče. Razkrivalo je hiše, poškodovalo stekla in avtomobile, uničilo poljščine. Cirka 25 intervencij so imeli gasilci, glede na to, da kolikor smo tudi sami na terenu in moji sodelavci, veliko se ljudje, da sami računam, da je nekje okrog 50 hiš razkritih, pa tudi cenimo, da okrog 500 avtov poškodovanih, pa marsikatero steklo. Kmetijski objekti, kmetijska polja praktično pridelkov ni na nekaterih področjih, tako da kar hudo nas je prizadelo. V nedeljo in ponedeljek je pri odstranjevanju posledic sodelovalo približno 80 gasilcev iz vseh 4 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Radeče, pomagali so tudi gasilci iz Zidanega Mosta. Škoda bo tudi tukaj velika, po prvih ocenah bi ta lahko znašala dober 1,5 milijona. Tako radeški kot sevniški župan računata, da bo država priskočila na pomoč. Septembra so učenci in dijaki znova sedli v šolske klopi. Bili smo na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. Poglejmo, kako je prvi šolski dan potekal pri njih. Takole so na prvi šolski dan v šolo prihajali krški prvošolci. Nekoliko zadržani, a v pričakovanju, da spoznajo sošolce, so opazovali okolico pred vhodom v telovadnico. Se veseliš? Ja. Česa se najbolj veseliš? Šole. Česa pisanja, računanja, novih prijateljev? Ja. Nakupili smo šolske potrebščine, malo smo se pogovarjali o šoli, kako bo, pa tudi o poteku prvega šolskega dne in tako naprej. Dobro sem se pripravila. Imaš vse šolske potrebščine? Ja. Kaj vse imaš? Zvezke, mapo, peresnico, pa še torba, pa copate, nič druga. Poskušali smo prikazati šolo kar se da pozitivno, tako da se veselimo zdaj že v bistvu od konca vrtca, kar je že od začetka letošnjega leta, zaradi teh razmer. In mislim, da bo odlično. Ker je prehod iz vrtca v šolo zelo vznemirljiv, pa tudi stresen, so zanje na osnovni šoli Jurija Dalmatina tudi letos pripravili poseben sprejem. Odločili smo se, da pridejo vsi. Vsak oddelek ima svoj vhod, prihoda in odhoda, vsak oddelek bo imel svoj prostor, kjer bodo lahko skupaj učenci in starši. Zdelo se nam je pomembno, da na ta dan povabimo tudi starše, ker je tudi za njih to poseben dogodek in z ukrepi, ki smo jih pripravili in verjamem, da jih bomo vsi skupaj spoštovali, nam je to tudi uspelo. Priprave na 1. september so po vseh šolah potekale v znamenju preprečevanja okužb širjenja novega koronavirusa. O novih ukrepih in priporočilih ravnateljica pravi, da jih bodo na šoli v največji možni meri spoštovali. Pri sami organizaciji dela bo to tudi zelo težko, opozarja. Smo velika šola, ministrstvo nam pri tem
ni dodalo dodatnih ur, sistemizacije dela in pa dodatnih prostorov, pač naredili smo tako, kot bi sicer naredili organizacijo dela. Učni proces bo potekal, kot smo ga načrtovali, vendar vsemi temi ukrepi, in ki jih bomo kolikor se da tudi upoštevali in spoštovali. In kaj glede priporočil in ukrepov menijo starši? Na naši šoli Krški smo zdaj kar zadovoljni, no? Tako da za prvošolčke so malo blažji in smo veseli, da je tako. Glede mask se mi ne zdi primerno za male, tako da upam, da jih ne bo potrebno. Drugače oddajanje pri vratih niti se mi ne zdi tako problematično, ne vodi do učilnice, druga pa upam, da mask ne bo. Upamo, da ostanemo vsi skupaj na šoli čim dlje. To pa je seveda odvisno v veliki meri tudi od nas, kako bomo spoštovali vse ukrepe, kako bomo spoštovali vse naše dogovore in kakšna bo pač slika. Želimo pa, da ne bi bilo modela C, modela D in pa vseh ostalih podmodelov, v katerih bi bilo možno, da tudi nadaljujemo pouk. Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško v letošnjem šolskem letu obiskuje 792 učencev, od tega je 87 prvošolcev. V celotni krški občini pa je v novem šolskem letu v šolskih klopeh 2580 otrok. Kar je sicer nekaj malega več kot lanskem letu, pač odvisno od števila rojstev, migracij in podobno. Prvošolcev je pa 280 oziroma skoraj da 290, tako da jih je malenkost manj kot lansko leto. Župan je prvošolcem ob novem šolskem letu zaželel predvsem veliko zabavnega učenja. Poleg osnovne šole Jurija Dalmatina v občini Krško sicer deluje še 7 osnovnih šol. V galeriji Božidar Jakac in na gradu Reichenburg so septembra odprli pregledno razstavo likovnega umetnika, gledališkega režiserja in lutkarja Silvana Omerzuja. Predstavljen je skrbno izbran nabor najrazličnejših del, od risbe in slike, senčne podobe, kinetične skulpture, prostorske instalacije do scenografije in lutke, ki so nastale v preteklih 30 letih. V galeriji Božidar Jakac so na ogled dela preteklih 20 let tako likovnega kot gledališkega ustvarjanja Silvana Omerzuja. Silvan Omerzu, kot rečeno, je zelo večplasten ustvarjalec. V osnovi je likovnik, skratka, končal je fakulteto za likovno pedagogiko, ampak se je potem zelo hitro specializiral za lutkarstvo in sprva je bil nekako lutkar, pa mogoče človek, ki je likovno opremljal lutkovne predstave, na kar je postal tudi sam režiser. Razstavo so razdelili v 6 prostorov in 6 zgodb ter na ogled postavili izbrane elemente iz nekaterih najbolj odmevnih in ključnih del. 3 prostori se navezujejo na dela oziroma literarne predloge Ivana Cankarja, avtorja, ki je Omerzuju zelo blizu. Ena od teh je Hiša Marije Pomočnice. To je predstava, ki je premiero doživela leta 2008 in je povzema pač ta roman Hiša Marije Pomočnice, ki je pravzaprav neke vrste hiralnica za mlada dekleta. In v bistvu Cankar v knjigi opisuje pač dogajanje v tem zavodu, nekako percepcijo samih teh mladih deklet, ki ne bi vedela, kaj jih čaka, niso bila naivna. Ta celostna premikajoča se instalacija pa predstavlja pretresljivi voz smrti iz Cankarjevih podobpisanj oziroma črtice Gospod Stotnik, ki se navezuje na Cankarjevo bivanje v vojski, v avstro-ogrski vojski, kamor je bil poklican, mislim, da tam nekje leta 1916, in je oddelal svojih pol leta v vojski, ker ni bil več toliko mlad, pa ker ni bil najboljšega zdravja, je bil zelo hitro odpuščen iz vojske in ni rabil iti na fronto, je pa seveda videl vse grozote te prve svetovne vojne, ki dejansko pomeni en mejnik v 20. stoletju, pa v naši moderni zgodovini. Posebna soba je namenjena avtorjevim avtomatom. Gre za kinetične lutke, ki so opremljene s senzorji, a so enostavne in mehanične in ne elektronske ali digitalne. V tem prostoru je zbranih več različnih del. Najbolj je zastopana predstava Besede iz hiše Karlštajn iz leta 2017 iz lutkovnega gledališča Maribor, ki je vsebovala te
ptiče. In potem iz predstave, predvsem inštalacije iz predstave Prepovedane ljubezni, ki pa v bistvu povzema antično mitologijo, skratka grško mitologijo in v bistvu združuje več kratkih zgodb v eni predstavi. Iz te predstave izhaja tudi mlin, ki ponazarja neskončno vrtenje in Sizifovo delo, ki ga na njem opravljajo figure. Hkrati pa povzroča tak zelo sugestiven zvok, ki je zelo blizu temu, kakršen je bil zvok nekdaj v mlinih, ko so ti še delali na vodo ali pa na karkoli drugega, na zelo mehanski ravni. Drugi manjši del razstave je na ogled na gradu Reichenburg. Gre pravzaprav za simbolično vrnitev umetnika v ta prostor, ker je namreč njegova prva razstava, ki jo najdemo v njegovi biografiji, ki je tudi objavljena v tem obsežnem katalogu razstave, je bila leta 1977 tu na Reichenburgu, se pravi na Brestaniškem gradu, v galeriji, ki jo je takrat vodil gospod Stane Fabjančič. V pritličju okroglega stolpa pa so zdaj razstavljene lutke iz 3 predstav, in sicer Angeli, Hamlet in Zbogom princ. To so lutke, ki pravzaprav sodijo v Omerzujevo zgodnje obdobje. Razstavljene so pa tudi slikarska platna, dela, ki so nastala v letih 2017-2019, tako da gre kljub vsemu tudi za en preplet in za nekatera dela, ki so tudi zdaj produkcija zadnjih let. Razstava je tako na gradu Reichenburg kot v galeriji Božidar Jakac na ogled do 8. februarja 2021. Oktobra smo bili v Dobovi in preverili, kako potekajo dela na novem vrtcu. Objekt starega vrtca je bil že porušen, pripravljena je bila gradbena jama za novi vrtec in narejeni oporni zidovi ob zelenih površinah. Nov vrtec je zasnovan kot nizkoenergetski objekt v velikosti 817 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, imel bo zelene površine namenjene igri na prostem, urejena bodo parkirišča in priključek do ceste. Dela potekajo v skladu z pričakovanjem, v tem trenutku je že popolnoma porušen vrtec, začel se je skop za gradbeno jamo, prav tako pa se že gradi oporni zid. Vrtec, ki je do nedavnega še stal ob dobovski šoli, je bil dotrajan in več ni nudil pogojev za izvajanje predšolske vzgoje. Namen izgradnje novega vrtca je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na obstoječi lokaciji. Vseh 5 oddelkov vrtca so začasno preselili v šolske prostore. In sicer smo razredni pouk preselili v prvi, drugi, tretji razred v prvo nadstropje. V prvem nadstropju je tudi ena izmed večjih skupin vrtca. Ostale smo pa otroke 4., 5. smo preselili en del na predmetno stopnjo in pa v novo pridobljene prostore na podstrešju. Nov vrtec je zasnovan kot 5-oddelčni. Vse, kar bi bilo večje, bi pomenilo tudi drugačne standarde za izgradnjo vrtca, zato smo se odločili za 5-oddelčni, ker tudi te drugi standardi bi tudi zahtevali tudi večje igralne površine, ki bi bile okrog vrtca, pa vidimo, da te zaenkrat kar ni mogoče zagotoviti. Tako učitelji kot učenci in vzgojiteljice ter otroci iz vrtca se veselijo novih prostorov, ki bodo rešili prostorsko stisko ter izboljšali pogoje za delo in igro. Župan občine Brežice Ivan Molan je dejal, da se tudi sam veseli čimprejšnje izgradnje vrtca, ki bo rešil prostorsko stisko in omogočil nemoteno delo. Rok za dokončanje gradnje je 30. oktober 2021. Vrednost projekta je zaenkrat okoli 1.800.000 z DDV-jem, seveda bo pa potrebno še zraven potem naročiti opremo, kar pomeni, da za to pa še nimamo točnih podatkov, koliko bo stalo. Če bi občina Brežice v naslednjem letu imela na voljo kaj več sredstev, bi lahko vrtec končali celo predčasno, še dodaja župan. Epidemija, ki je bila razglašena sredi oktobra, je znova prizadela obrtnike in podjetnike. Gostinci so bili primorani zapreti svoja vrata, prav tako trgovine z nenujnim blagom ter frizerski in kozmetični saloni. Epidemija pa je med drugim prizadela tudi ljubiteljsko kulturo. Da bi bile posledice čim manj opazne in boleče, se je ta znova preselila iz analogne v virtualno resničnost.
Že spomladi, ko smo se prvič soočili z epidemijo novega koronavirusa, se je pokazalo, kako pomembno in prisotno je kulturno-umetniško ustvarjanje in udejstvovanje v vsakodnevnem življenju ljudi. A so se zdaj zaradi novih ukrepov, tako kot v prvi polovici leta, marsikateri zastavljeni programi in aktivnosti kulturnih društev prekinili. Tako da nekatera društva, ki imajo to možnost, neke že začrtane programe in dejavnosti izvajajo preko spleta. Upali so, da bodo lahko v jesenskem času vse, kar so zamudili spomladi, nadoknadili, vendar temu ni tako, dodaja sogovornica. In bomo vsi skupaj mogli malo potrpeti in počakati na boljše čase. Je pa to vsekakor velika preizkušnja za ljubiteljsko kulturo in društva, da bodo kljub razmeram obstala, da bo jedro združevanja kljubovalo danim razmeram in da se bo po zaključku epidemije kulturna produkcija zopet zagnala s polno močjo. V občini Krško je registriranih okoli 60 kulturnih društev, od tega je nekaj manj kot 30 aktivno delujočih in pokrivajo vsa področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. V teh kriznih časih se je pa nekako najbolj pokazalo, da so recimo likovniki bili zelo aktivni in so v bistvu uspeli izpeljati v celoti zastavljen program. Najbolj sta pa v bistvu bili na udaru folklorna dejavnost, gledališka dejavnost, inštrumentalna glasba ter ples, ki pa so v teh razmerih tudi čez poletje v bistvu nekako niso mogli zagnati produkcije. Roman Žvegdič je postal novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Obiskali smo ga na njegovi živinorejski kmetiji v Stržišču v sevniški občini, kjer nam je med drugim povedal, kakšno je trenutno stanje v kmetijstvu in na katerem področju ga čaka največ dela. Ja, to smo na kmetiji v Stržišču. Ukvarjam se z govedorejo, vzrejo bikov in telic za meso. Svoje cajte nazaj sem imel tudi plemenske svinje, tega že 10 let nimam. Tam imamo, letno zrodimo tam okoli 60 do 70 glav, prodamo, včasih več, lansko leto je bilo malo več, kakšno leto malo manj, pač odvisno kako pridijo turnusi. Roman Žvegdič na tem naslovu živi že vse svoje življenje, kmetijo pa je prevzel pred 25 leti. Takole krmimo naše živali, to so naši bikci, miks, futra. Kot gospodar hribovske živinorejske kmetije pozna razmere v kmetijstvu. Razmere v kmetijstvu poznam dobro, ne. Poznam vsi te težave, saj sem do zdaj bil tako imenovani kmečki sindikalist, ne. Bil sem 2 mandata, 8 let predsednik, 2 mandata že podpredsednik prej, 1 mandat pred predsednikom, pa že zdaj drugi mandat. Tako da zadeve poznam, ne. Kar se tiče pa zdaj te nove funkcije, ne, same službe, kako delujejo in na ta način, ne, pa v globalu ja, v detalje pa še ne, to me pa še čaka. Največje težave slovenskega kmeta so nizke odkupne cene in velike birokratske ovire. In to ljubezen do slovenske zemlje, do slovenskega kmetijstva, se pravi to, kar so nam privzgojili starši, da ljubimo to zemljo in da jo bomo dali tudi naslednikom, kjer jih ima, jaz ga pač nimam, ne. Tega v bodoče bo seveda pri mlajši generaciji zelo malo, ne. Mlajša generacija bo gledala izključno ekonomski interes, kar je nenazadnje tudi prav, ne. Nam na položajih, na tej funkciji je pa položena odgovornost, da jim pogoje kmetovanja, zmanjšanje birokratskih ovir in tudi zvišanje tega, bom rekel, zboljšanje ekonomskega položaja pa omogočimo. To bo najlažje z večjo organiziranostjo, spoštovanjem, zaupanjem ter s poštenim in trdim delom, pa tudi sodelovanjem tako z nevladnimi organizacijami kot s poslovnimi subjekti, dodaja sogovornik. Mi moramo tukaj spostaviti en tako pametno verigo ali mrežo, kakor kdo hoče slišati, ne. Po drugi strani pa seveda tisto, kar lahko država naredi, od nje zahtevati, to je pa popolna sledljivost kmetijskih pridelkov ali pa živil, od kupca do tistega, ki je zadevo pridelal, se pravi na vsakem računu, ki ga bo nekdo dobil, bo morala biti od kje in kako na kakšen način, da se pozna, da potem lahko kontrolne službe to preverijo, ali je na teh naših policah res vse tako slovensko, domače, pristno, kakor nas zdaj v tem trenutku zavajajo ali pa bombardirajo trgovci.
Vsa hrana, ki pride na trgovske police, mora biti zdrava in neoporečna, poudarja Žvegdič, ki je 4-letno funkcijo predsednika zbornice nastopil 2. novembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je sicer z nekaj manj kot 106 tisoč člani največja nevladna kmetijska organizacija pri nas. Novembra je v starem mestnem jedru Krškega pospešeno potekala gradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško. Izgradnja prizidka Valvazorjeve knjižnice Krško dobro napreduje. Trenutno zaključujejo z izgradnjo najbolj zahtevnega dela, to je kletnih prostorov. Namreč zahtevnost je bila predvsem v tem, da gre za precejšno globino in pa gradnjo v dokaj zahtevnem območju starega mestnega jedra, kjer so občutljivi objekti in bi lahko zaradi takšne gradnje prišlo tudi do poškodb teh objektov. Vsa dela potekajo po načrtih. Seveda nadaljevanje bo potem pritlični del, ki je pravzaprav tisto, kar bomo videli na koncu kot gotov objekt. Računam pa, da bo nekje do konca naslednjega leta ta del objekta tudi dokončan. Ja, v bistvu v naši knjižnici smo res veseli in presrečni, da se je ta gradnja res začela in da v bistvu sedaj potekajo dela tako, kot je bilo načrtovano. Včasih smo tudi presenečeni, en dan so še v luknji, drugi dan so že bolj v bistvu na površju, tako da smo res zadovoljni, da gre vse v pravo smer. Velika prednost tega, da se gradi prizidek knjižnice, ki bo skoraj v celoti namenjen uporabnikom, je ta, da bodo v Krškem znova pričeli delovati na eni lokaciji, dodaja direktorica. Z naložbo bo namreč Valvazorjeva knjižnica Krško pridobila dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizidka. Ko bo izgradnja prizidka dokončana, nadaljujejo z obnovo samostana, ki bo prav tako velik zalogaj. Kajti potrebno je pa narediti adaptacijo starega objekta, ki ima tudi neko spomeniško vrednost. Skratka, ta objekt pa ne bi se obnavljal nekje do leta 2023. S tem bi bil potem kompleten proces prenove naše knjižnice dokončan in bi bila lahko dana v uporabo. Skupna vrednost te investicije predvidoma je nekaj okrog 7,3 milijona evrov. Vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka pa znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380 tisoč evrov pričakujejo iz ekosklada. Krški poklicni gasilci so se konec leta preselili v sodobne, svetle zračne prostore, ki so obenem prilagojeni gasilski stroki in bodo zato omogočali bolj kakovostno upravljanje vseh del, ki jih opravljajo v objektu. Evo, ravno kar klic, eden od klicev. Ja, ni problema, bom povedal naprej. Ok, lepo še naprej, del. Trenutno smo v dispečersko-operativnem centru. Ja, to je srce naše enote, tukaj prihajajo vsi klici na pomoč in ta del je res sofisticiran, najnovejša tehnologija je notri, tako da upam, da nam bo služila. Dispečersko-operativni center ni le sodobnejši, ampak tudi večji. Želja in cilj nam je bila, da naredimo 2 neodvisna delovna mesta, to nujno rabimo v primeru večjih intervencij. Se pravi, da lahko v bistvu vzpostavimo 2 operaterja, ki imata vsak svoj sistem dela. Eden lahko v bistvu kontaktira čisto z neko drugo službo kot drugi vrši poklice, kontaktira z vodjo izmene, vodjo operative in tako naprej, tako da sodobno gasilsko delo poteka na ta način. Gasilci so še posebej veseli pridobitev, ki povečajo njihovo varnost in jim olajšajo delo. Nova pridobitev, ki smo jo dobili v poklicni gasilski enoti, je tudi nov gasilski drog za spuščanje, ki nam služi, da pridemo hitrejš iz zgornjih prostorov v spodnje prostore. Zaenkrat je vse novo, se tudi še malo iščemo, tudi malo tipamo, ampak mislim, da se bomo kmalu navadili tudi na te novosti. V glavnem, določene tehnične stvari so drugačne kot v starejšem objektu. Lažje manevrirajo, ne vem, lažje, več prostora za kondicijsko vadbo, za servisno dejavnost, za čistilni prostori in tako naprej, se pravi bistveno več prostorov. Prostor za servis ročnih gasilnih aparatov in dihalnih aparatov, ki je namenjen strankam, so ločili s posebnim vhodom. Ta del operativni je zdaj dejansko tudi ločen od vseh strank in obiskovalcev, se pravi, da skupni prostori gasilcev so narejeni tako oziroma projektirani tako, da ko izvažajo oziroma ko
rekel, po domače tečejo na intervencijo, se ne gre čez del, kjer se lahko nahajajo stranke, se pravi pridejo v skupni hodnik in ta hodnik povezuje interventno garažo, kjer je trenutno 7 garaž. S prvo fazo izgradnje prizidka so krški gasilci pridobili slabih 1000 kvadratnih metrov novih površin. Tako da sedaj prehajamo na drugo fazo, to je obnovo obstoječe stavbe poklicne gasilske enote, v kateri je potrebno marsikaj spremeniti in popraviti oziroma obnoviti, od inštalacij preko zunanje, preko toplotne izolacije in tako naprej. No, potem pa sledi še rušitev in pa obnova oziroma novogradnja prostorov, ki jih sicer uporablja prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. V bistvu v tretji fazi mi pridobimo 4 garaže, predvidevamo še novo orodjarno in pa prostor za potapljače. Zadnja 2 prostora, pa zgornja etaža pa so namenjeni prostovoljnemu gasilskemu društvu, službi civilne zaščite, Gasilski zvezi Krško in še nekaterim drugim pripadajočim službam. Dela bodo predvidoma zaključena konec naslednjega leta. Skupna vrednost celotne investicije je nekje 3,2 milijona evrov. Računam, nekje ocenjujem, da je nekaj malega več kot polovica teh sredstev ali pa te investicije že izvršene, približno polovica nas pa še čaka. Naložba bo v celoti krita iz občinskega proračuna. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil sprehod skozi drugo polovico leta 2020. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji torek.